Čau! Prihodnjo sredo se bo v Ljubljani začel že 35. mednarodni filmski festival LIFF. Gre za enega od najobsežnejših festivalov po številu filmov v Sloveniji, ki pa ima žal to slabost, da je strokovnega programa na njem komaj za vzorec v teh 12 dneh, kaj šele, da bi ga pričakovali vsak dan. Tako kot ponavadi bo LIFF v Slovenijo pripeljal izbrane dosežke svetovne kinematografije in nagrajence festivalov Kana, Rotterdama, Berlina, Locarna, Benetk in podobnega. No, trajal bo, kot rečeno, 12 dni in poleg lokacij v Ljubljani boste lahko filme gledali tudi v Mariboxu v Mariboru, v Anton Podbevšek teatru v Novem mestu, v Malem Unionu v Celju, od letos pa tudi v Moj kino Kranj. Videli bomo lahko 91 celovečernih filmov in 3 sklope kratkih filmov. V žiriji za nagrado Vodomec bodo letos Taki Mumladze, gruzijska igralka in pisateljica, samouki grški režiser in scenarist Christos Niku in slovenski režiser Darko Sinko. Pred krompirjevimi počitnicami sem se za podrobnejšo napoved festivala oglasila tudi na novinarski konferenci, ki je potekala v Cankarjevem domu, ki je glavni producent festivala. No, Simon Popek, vodja filmskega programa v Cankarjevem domu, nam je najprej predstavil, kateri filmi bodo v sklopu Perspektive, ki je namenjen prvenstveno mlajšim ustvarjalcem s prvimi ali drugimi filmi, v glavnem na začetku kariere. Letos smo se potolkli rekord po zastopanosti avtoric od 10 tekmovalnih filmov, jih je 6 podpisalo. Torej je 6 filmov so angažirale ženske, med drugim so nekatere povratnice na LIFF, recimo gruzijska režiserka Teja Kulumbe-Gašvili, ki je tekmovala že s svojim prvencem, letos pa se vrača s filmom April. Gruzija, veste, da je zelo patriarhalna država in ona ponavadi obdeluje zelo perečo tematiko. V tem filmu gre seveda med drugim za vprašanje odločitve o abortusu. Mislim, da bo to en bolj odmevnih filmov filmske jeseni, predvajane na Beneškem festivalu, in tam je tudi dobil posebno nagrado žirije. Črna pika je madžarski film Balinta Simlerja. Madžarski film je zadnja leta zelo vroč tudi zato, ker je lansko leto na LIFF-u zmagal film 3000 označenih opek. Letos je madžarski film torej znova prisoten v tekmovalnem programu. Gre seveda za zelo neposredno kritiko Orbanovega režima in pa vtikovanja v šolski v izobraževalni sistem. Tukaj sta osrednji lik neprilagojeni učenec in pa njegova učiteljica, ki pač se noče podrejati njenim, torej nekim novim normativom, ki jih hoče vsiliti vladajoča oblast. Črna pika je sigurno eden od tematsko močnejših filmov letošnjega leta. Dobra, The Good One, Indije Thornton, hčerke zopet znanega in znanega hollywoodskega režiserja Rogerja Donaldsona, je ameriški neodvisni film v pravem pomenu besede. Tukaj gre znova za motiv spolnega nadlegovanja, sicer je zelo subtilno potkan v to zgodbo o hiking izletu te mladenke, njenega očeta in pa njegovega prijatelja. Tukaj gre za en tako zelo atmosfersko močen filmski prvenec, ki bo presenetil marsikoga. Julie Moči, tukaj gre znova, mislim, letos je ta tema precej izpostavljena, znova gre za temo spolnega nadlegovanja. Vsi te filmi, oziroma vse ta dva, ju obravnavata zelo nekim streznim glasom, brez nekega histeriziranja. Julie Moči je zgodba o nadarjeni športnici,
tenisačici, katere trenerja obtožijo pač spolnega napada in ga izločijo iz tega trenerskega procesa. Čudi to, da sta škandal, ga pa notranji ona sama vidi samo svoje cilje, svojo bodočnost, tako da na nek način je razcepljena v odnosu do svojega pokrovitelja in pa trenerja. Tako da to je znova en močen prvenec, ki je premiero doživel v tednu kritike na festivalu v Cannesu. Novo leto, ki ni prišlo, Bogdana Murešanoja, je romunski film. Bogdana Murešanoja do sedaj nismo poznali iz tega vala novega romunskega filma, ki neprestano naplavlja izvrstne filme. Tukaj gre za kar po dolgem času se romunski film vrača v to svoje turbulentno obdobje osamosvajanja oziroma padca komunizma leta 1989. Tukaj on ustvarja en tak zelo dinamičen mozaik prepletenih usod na tisto usodno noč, ko so se od Temišvara proti Bukurešti začeli civilni nemiri, ki so potem na koncu privedli do padca Ceausescuja. Proslava je hrvaški film Bruna Ankovića. To je tudi filmski prvenec, ki je na Hrvaškem že od štarta imel precejšno publiciteto, namreč temelji na romanu kontroverznega hrvaškega pisatelja Karakaša, ki ga imamo tudi v slovenskem prevodu. Lahko tukaj omenim, da Karakaš bo tudi gost knjižnega sejma v decembru, tako da kogar bo ta tema še naprej zanimala, bo zagotovo prisoten tudi za pogovore. Proslava na znova impliciten način obravnava ustaštvo, z njim se Karakaš predvsej ukvarja v svojih delih, seveda si s tem nekako oblico sovražnikov. V bistvu še bolj kot zgodba o ustaštvu na Hrvaškem pred, med in po drugi svetovni vojni, je pa to pač film, ki v bistvu je tema univerzalna, ker pokaže, kako neka ideologija nima veze, ali je desna ali leva, kako zlahka lahko vpliva na nekega navadnega človeka, ki se pač aktivno ne ukvarja s političnimi vprašanji. Sestri, September Says, je film grške igralke Ariane Labec. Ariane Labec ste sigurno videli v filmih Jorgosa Lanthimosa, v njegovih zgodnjih filmih, še iz njegove grške faze, iz filmov Atine Rača-Cangari. Sedaj je posnela svoj režijski prvenec in ga zasnovala na romanu Daisy Johnson Sisters. Lahko rečem, da tudi Daisy Johnson prihaja v Ljubljano, v Cankarjev dom v mesecu decembru. Bo imela tukaj pogovor, mislim, da so v tej dvorani. Za vse ljubitelje žanrske literature, to nekaj, lahko bi ga označili tudi za žanrsko. Recimo Luč literatura je roman izdala v svoji novi zbirki Piknik, torej ki prevaja predvsem žanrsko oziroma žanrsko mejno literaturo. In tukaj gre za film, ki bi ga zlahka pripisali tudi temu čudaškemu grškemu valu, tudi Jorgosu Lanthimosu, čeprav je nastal v irsko-britanski koprodukciji, gre pa za zgodbo o sestrah, ampak tukaj o tem filmu je najbolj čim manj razkrivati, kar je seveda pa v meni presenečen, tako da bom raje pustil, da greste gledati čim manj
torej s čim manj informacijami. Strupeno, Toxic je litovski film režiserke Saule Bliuvaite. Tukaj gre še za eno zelo prevladujočo temo letošnjega festivala, temo odraščanja, adolescence, prvih spolnih izkušenj, obsedenosti z družbenimi mediji, so željo po instantni slavi, po čim večji prepoznavnosti. Tako da tukaj govori pač film o skupini deklet iz litovske province, ki jih obiskujejo te razni agentje v narekovajih iz zahoda, ki jih novačijo za delo na modnih pistah, kar je nemalokrat eufemizem potem v bistvu za delo tudi v prostituciji, torej v najslabših scenarijih. Strupeno je dobil Zlatega leoparda na festivalu v Locarno, tako da to mu nekako avtomatsko daje večjo vidnost in mislim, da je popolnoma pravilno, da tekmuje tudi na Lifu za vodunca. Tuji jezik, Langue étrangère, je drugi samostojni film Claire Burger. Ona je že s prvencem, ki ga je sorežirala še z 2 avtorjema, leti že tekmovala. Tukaj gre pa znova torej za temo odraščanja, ampak tukaj gre pa za to, že bolj ozaveščeno mladino iz razvitejše zahodne Evrope, ki pač zahteva od oblasti, od teh ustvarjalcev večjo aktivnost. Torej tukaj gre za potrebe zelo kritične mlade generacije, ki je zelo družbeno ozaveščena, ne glede na to, da se vede, da živi tudi na družbenih medijih, ampak tudi gre vendarle za en drug portret neke druge miselnosti, kot ga recimo vidimo v filmu Strupeno. Tako da je zelo zanimiv film in tudi seveda o prvih istospolnih izkušnjah. In pa še zadnji film, Perspektive je pa Vsi odtenki svetlobe. Tukaj gre pa za presenečenje iz Indije. Režiserka Payal Kapadia je navdušila s filmom v Cannesu, tudi prejela nagrado žirije, čeprav so jim mnogi povedali celo zlato palmo, scenarij je potem drugačen. Ampak ja, tukaj gre za eno zelo močno atmosfersko zgodbo, postavimo se v tipični indijski megapolis in pač spremlja usodo mladenke. Mislim, da tudi v tem filmu najbolj, da veste čim manj, ker tukaj gre za eno zelo močno tudi senzorično izkušnjo. Film je izjemno spektakularen v smislu rokovanja s podobami in pa z zvokom, tako da to bo še en film, ki bo verjetno zelo zaznamoval filmsko jesen. Med bolj obleganimi so vsako leto tudi filmi iz sekcije predpremiere, ki so v Sloveniji pogosto prikazani prvič. Ampak brez skrbi, veliko jih pride tudi v kasnejšo distribucijo, tako da jih ne boste zamudili. Lif pa od pandemije koronavirusa dalje omogoča ogled nekaterih filmov tudi po spletu, tudi letos. Preverimo torej še sekcijo Perspektive. Ko smo že omenili Canneski festival, zmagal je film Anora, Sean Baker. Je film režiral Seana Bakera, smo v preteklosti že gledali tudi na Lifu, absolutno eden vrhuncev leta. Film, ki mojstrsko meša neko črno komedijo, to neko družbeno kritičnost, potem to dosti zahtevno obravnavo spolnih
Erzähler v ameriškem kapitalizmu, tako da tukaj gre za en epski portret enega težavnega, tudi družinskega razmerja, torej to dekle Anora se zaplete z nekim neodgovornim sinom ruskih oligarhov. Skratka, na papirju film zveni zelo, mogoče zelo malo eksploatacijsko, čeprav potem, ko boste videli, to je res nekaj posebnega in zelo močen film. Sean Baker je imel vedno zelo velike afinitete in zelo, je zelo veliko naklonjenostjo, je vedno govoril o teh marginaliziranih in ljudeh in pa poklicih, ki jih opravljajo, tako da vsaj znotraj ameriškega filma je tukaj on res en čisto poseben fenomen. Balada o Limonovu Kirila Serebrennikov je še en zelo odmeven kantski naslov. Eduard Limonov je bil zelo kontroverzni ruski pisec, verjetno ga poznate, ne vem koliko smo ga pri nas prevajali v skupnem jugoslovanskem prostoru v 80-ih letih. Potem si je zelo očrnil status, potem ko je med bosansko vojno tudi se družil s srbskimi silami, ki so obstreljevali bosansko prestolnico, tako da skratka gre za ekstremno kontroverzno osebnost kulturnega in pa političnega življenja v Rusiji. Serebrennikov je posnel zelo cinamičen, pankrski portret tega čudaškega avtorja, ki ga je treba videti. Film je v celoti posnet v angleščini, kar mu da en tak mogoče malo čudaški občutek, ampak film je sigurno izjemno zanimiv. Potem je še eno od vrhuncev leta, mislim, da je film Brutalist Bradyja Corbetta. To je nekdanji igralec, ki je zapustil igralske vode in se je v celoti posvetil režiranju filmov. To je njegov tretji film, on je izjemno ambiciozna osebnost, njegova prva filma nikakor nista. Nisem ljubitelj, Brutalist pa v 3 urah in pol, koliko traja, res mislim, da je to njegov prvi veliki film in ki ga po teh ambicijah lahko že primerjamo s temi velikimi ameriški režiserji, ki pa Paul Thomas Anderson ali pa Terence Malick. Skratka, film, ki res že s to vizualno komponento je tako močen. Govori pa o imaginarnem arhitektu iz Madžarske, ki po drugi svetovni vojni se preseli v ZDA in tam si začne s pomočjo takega ekstravertiranega bogataša graditi kariero. Skratka, gre za epsko zgodbo v vseh pogledih in za film, ki ga je resnično treba videti na velikem platnu. Podobno kot je treba videti na velikem platnu, če imate skočen zadnji film Francisa Forda Coppola, da se navezujem Megalopolis. Verjetno o tem filmu že veste vse, veliko je bilo o njem napisanega, zelo ga kritizirajo, nekateri ga tudi hvalijo. Vsekakor gre za malce neenotno, celo mogoče kaotično delo, ampak Coppola je seveda vedno bil megaloman, ekscentrik in od njega ne bi pričakovali kaj dosti manj od tega, kar boste videli na platnu. Tukaj gre sigurno za en spektakel, kakršnega še niste videli, ki ima veliko problemov, ima pa tudi momente čiste genialnosti. Tako da, če si ga mislite ogledati, potem res zelo priporočam, da to storite na velikem platnu, čim večjem, ker tak film bo recimo na TV ekranu res izpade zelo lahko banalno. Kaj bi še izpostavil? Imperij Bruna Dumona, tukaj je še ena ekscentrična vizija, sicer nekoč zelo rigoroznega cineasta. Bruno Dumont je v bistvu izvedel enega najbolj spektakularnih preskokov v svoji
filmski slovnici, ne vemo, njegovi prvi filmi so bili zelo moreči portreti severne Francije, Belgije, s temi napolno norimi, zadnje čase pa zelo preseneča s temi norimi komedijami in zelo znanstveno-fantastičnimi prijemi, katerih je poln tudi Imperij, skratka tukaj gre za en tako low-fi, variacijo na vojno zves in na ta večne borbe dobrimi z njim, skratka gre za zelo zabaven film, v katerem se vsaj jaz neznansko užival. Po skoraj 10 letih se z novim filmom vrača tudi Joshua Oppenheimer. Njega ste spoznali verjetno po njegovih 2 šokantnih dokumentarcih, The Act of a Killing in njegovim nadaljevanjem. Tokrat se Joshua Oppenheimer se po dolgem času spoprime s fikcijo, konec govori o koncu sveta, o eni taki privilegirani družini, ki po atomski kataklizmi živi v tem svojem elitnem, prestižnem, podzemnem bunkerju. Potem seveda pokaže film, kaj ta izolacija tekom let stori, torej za psihologijo in pa samo človeška razmerja. Tukaj gre za, mislim, da v filmu sta izjemni vlogi ustvarjala Michael Shannon in pa Tilda Swinton. Tilda Swinton je letos na festivalu z 2 filmova, drugi je Sosednja soba Pedra Almodovarja, o katerem mislim, da je smiselno karkoli govoriti, ker verjetno tudi o njem veste že skoraj vse. Tukaj gre za angleško govoreči prvenec velikega španskega cineasta in mislim, da za enega njegovih najboljših filmov zadnjih 20 let. Še en zelo odmeren film filmske jeseni in vsaj po mojem mnenju tudi pretendent za mnoge Oskarje je tudi Konklave nemškega režiserja Edvarda Bergerja, ki je zdaj posnel prvi film v ZDA. Tukaj gre za politični thriller, črno komedijo, posnet po romanu Roberta Harrisa. Robert Harris podobno piše kot recimo kakšen Dan Brown, skratka gre za bolj to letališko literaturo, kot jaz temu rečem, ampak njegov film, ki govori o izbiri novega papeža, je res en zelo dinamičen, zelo duhovit in zelo navit, v bistvu politični thriller, ki pač pokaže, da ta tekma za oblast je popolnoma ista v nekih korporativnih ali političnih ali pa vatikanskih krogih. Tukaj je še ena izjemna vloga Ralpha Fiennesa in tudi njegovi soigralci, Stanley Tucci in Rebecca Rossellini v tem filmu. Briljiramo. Kaj bi še morda izpostavil med predpremierami? Dani Stanović je posnel nov film Pozno poleti, zanj neznačilna, bi temu rekel, romantična komedija, čeprav ne v tem slabem smislu. To film je nastal v večinski hrvaški produkciji, postavljen je na neimenovani hrvaški idilični otok, kjer se odvija zgodba nekega dekleta, dedinje, ki pride tja urejati neko dediščino in se potem zaplete z lokalnimi prebivalci. Nekaj novega, svežega iz vrtička tega bosanskega, načeloma veliko resnejšega režiserja. Rad bi še izpostavil film Prisiljena Wild Urge. To je ena posebne vrste produkcija, ki ga je film režiral izraelski režiser Sharon Bar Ziv. Film je pa skoraj v celoti
nastal s slovenskimi sredstvi. Perfo oziroma Aleš Pavlin je bil producent filma. V celoti je bil posnet v Sloveniji, v njem nastopata Mija Skrbinec in pa Nina Rakovec. Gre pa za psihološko dramo, znova je tukaj tema spolno nasilje, tukaj gre za, se pravim, lahko se označa za psihološki thriller. Film sem uvrstil tudi zato na program, ker je eden redkih primerov sodobnih, resnično neodvisne filmske produkcije na Slovenskem, če pač govorimo o igranih celovečernih filmih. Ponavadi vedno na neki točki pride s finančno podporo nasproti Slovenskim filmskim centrom. Tukaj gre pa resnično za en tak primer, ko iz neke zasebne iniciative nastane zanimiv film. Torej, ko ga boste vedeli, o čem govorim. Izpostavil bi še Mohamada Rasulova s filmom Seme svetega Figovca. Iranski režiser ima še vedno velike težave z oblastmi. Zdaj vmes mu je uspelo zbežati na zahod. To je bil film, ki je zaznamoval letošnji Canneski festival. Vsi so tudi pričakovali, da bo zmagal, na koncu je dobil posebno nagrado. Ampak tukaj gre za tipično njegovo kritično držo do svoje domovine in mislim, da gre za enega bolj izpostavljenih političnih filmov zadnjega časa. V Čentani je prvenec Mardo Rateje Prelog, še en slovenski film. Film danes odpira festival v Portorožu, tako da o njemu ne bi. Bi samo rekel, da je to za moje pojme najboljši slovenski dokumentarec, celovečerni od osamosvojitve, res izjemno filmsko delo. Ne vem, če boste delili moje mnenje, ampak mene res zelo presenetil in tudi šokiral. Velike besede za konec oddaje. Čentani bo sicer eden od 2 sodobnih slovenskih celovečernih filmov, ki bodo na festivalu LIF, drugi je dokumentarec Ali je bilo kaj avantgardnega. Zavrteli pa bodo tudi program kratkih eksperimentalnih filmov oziroma alternativnih filmov. Pa tudi TV serijo, kar pa godine okvir za nekaj poz. Sicer si pa, kot ste lahko že videli, le vzemite dovolj časa in udobna oblačila za ogled filmov, saj le redki sežejo pod 1 uro, kaj šele pod 2. No, mi smo svojo uro že dosegli, zato vas lepo pozdravljam za danes in upam, da se vidimo čez en teden, tudi že na festivalu LIF. Čau!